Kako si, Juri? Zdaj odlično, imam take krasne roke, ki me rihtajo. Odlično. Noč mi imamo zate ene par vprašanj, ker me zanima, kdo si. Tako da, če si pripravljen... Šut. Ok. A se zbudiš s prvo budilko ali 10-krat klikneš dremaš? Odgovoril bi, preden bi dokončala vprašanje. Ne uporabljam budilk. Pravzaprav sem zelo redko, ampak se zadnjih 5 let zbujam tako orto zgodaj, med 4. pa 5. Ja, ni najbolj fajn, ampak tako je, pač star sem že. In v bistvu ni budilk zame, ne. Ni niti sončna svetloba, ni budilka, tako da ne vem, no. No, ampak kako se zbudiš? Je to kava ali je to čaj? Absolutno kava. 2 kavi z dodatkom, ne, to ne bom zdaj o tem. In zbudim se z nasmehom in dobro voljo. Jaz sem ful vesel jutranji človek. Koga si nazadnje poklical po telefonu? Nazadnje Aleksandro. Najljubša barva? Črna. Evidentno, čeprav pravijo, da ni barva, ne. Jaz sicer kle kot grafik, stroka pravi, da ni bela in črna, nista barvi, jaz pa pravim, da sta, zakaj pa ne, a ne? Tako da ja, črna barva. Lahko pa tudi modra, no. Super, evo Juri, bomo te kar povabili na še bolj vroč stol. Narediva eno vožnjo midva. Tole. Evo me. Katera je tvoja šibka točka? Ženske solze, madež moških lic, recimo. To je ena. Ampak jaz mislim, da je to po kimi stari je tako. Kje smo šibki, ne? Šibka, večerna hrana. Katastrofa. Zvečer se preobrazim v enega drugega človeka, ki pozabi vse, kar se je obljubil do 6. zvečer. To, šibka točka, zbirateljstvo, brezmejno, potreba po nujno moram imeti in tako naprej, pač neumen človek sem. Mačke ali psi? Ja, meni osebno mogoče mačke bolj ležijo, zato ker, zdaj da živaloljubci ne zameriti, ampak so bolj kompleksne osebnosti kot kužati, no. Čeprav zdaj, ko imam kužka, mislim, mi je, po domač povedan, se mi je usral v srce in ne mine trenutek, da ga ne poljubčku pa k sebi dajo, tako da ne vem, vse živali so kul, no. Najljubši von? Von začimb, von lavande, odvisen na leten čas. Von, ki se diši po snegu, pa si not na toplem, to je ful lep von. Drugače poletni voni so čudoviti, rožmarin in seveda pomlad je bogata z voni in hvala Bogu nimam nobene alergije, tako da davaj. Tvoj najboljši film vseh časov je? Eden od Let nad kukavičjim gnezdom. Kaj pa filme gledaš rajš na televiziji, v kinu ali na prenosniku? V kinu nisem bil že zelo dolg. Hvala tudi koroni za to. Pa tudi sicer nekako sem raj v miru gledam, ne da me non-stop en mot. Doma na kavču, no, na televiziji prihaja pa faza projektorja, tako se veselim tudi tega. Najljubši predmet v osnovni šoli? Maska. Maska za potapljati. Zato, ker takrat sem začel razvijati to ljubezen do morja, pa posledično tudi lova. Tako da z masko sem lahko gledal v en najlepših svetov. Kaj pa najljubši učni predmet v osnovni šoli? Barvice. Bravo. Imaš kak tatu? Ne. Kako pogosto objavljaš na družbenih omrežjih? Nič. Najljubša hrana? Vse razen kivija. Če bi lahko izbral eno super moč, katera bi bila? Lahko vsaj 2, no. Ne. Valjda letenje je ena teh absolutno, ne. Pa ne vem.
dihanje pod vodo, to je bilo tudi kar top. Pa recimo vračanje v čas nazaj, to bi marsikaj spremenil. Na kateri aplikaciji na telefonu preživiš največ časa? Največ časa preživim na eni otroški igrici, da mi je kar sram povedati, ampak nekako mi je to en tak reset. Ne bom povedal na kateri, ker je res zelo neumna. Rabiš zelo malo motoričnih sposobnosti, tako da to pa na kakšni aplikaciji, kjer gledam kaj od teh mojih pregreh. Kateri del dneva ti je najljubši? Absolutno jutro, ker se z jutrom dan začne, novi izzivi, novi dogodki in hkrati v zadnje minute, preden potonem v spanec zaslužen, ker sem tako zmatran, tako mi čakam, da se zjutraj spet zbudim. Koga si občudoval kot otrok? Michaela Jacksona v eni fazi, Arnolda Schwarzeneggerja v dosti podobni fazi, tudi še kakšni drugi, no? Ampak v glavnem je bilo to povezano s kakšno glasbo, pa mogoče igro. Jaz bi bil pa tudi tak. Tudi super junake sem občudoval. A imaš kak celebrity crush? Ja, valjda, veš, da so bile Michelle Pfeiffer, ona mi je bila zmeraj tako všeč, tudi nisem kot ženska in igralka. Dobar, pa še bi se jih najdel. Mislim, da smo kle fante dali celo plejado teh. Kaj pa glasbo streamaš ali poslušaš na CD-jih ali na vinilkah? Zadnje čase, veš kaj, z glasbo je tako, no. Imamo vse te opcije doma. Vinilka je absolutno en ritual. Nisem pa jaz tak blazen uho, no, ker pa moraš imeti to, pa moraš imeti to, pa moraš paziti, kako hodiš, pa ne vem kaj. Tako da dostikrat iskreno si spustim glasbo tudi na telefonu, prek YouTube ali pač kakorkoli, zato ker je najhitreje dostopen, povsod lahko in je pa glasba en krasen motivator za vse stvari. Sploh v mojem poklicu recimo se lahko z določeno zvrstjo ali pa skladbo hitreje spraviš v eno stanje, ki ga rabiš za vlogo, prizor ali kakorkoli. In je včasih glasba celo boljši režijski napotek kakor besede. Kaj pa na koncertu? A rajš snemaš ali rajš uživaš v trenutku? Uopće ne snemam. Tudi slikam zelo malo, ker sem dostikrat kregan zaradi tega doma. Ker preprosto gledam tako. Fajn je pa tudi kakšen spomin imeti, ampak nisem človek, ki bom lovil najboljši selfie, pa ne vem kaj, to je meni tako zveze. Kaj pa branje? Kindle ali old school knjiga? Kar knjiga. Palačinke z marmelado ali s čokolado? Z marmelado. A povem kjero, belsat mešana. Pa kozarc mrzlega mleka. Vemo, ne? Vemo kjera. Ja. Tvoja prva zaposlitev? Moja prva zaresna zaposlitev je bila seveda služba v Drami. Drugač, te prve zaposlitve so bile pa že doma verjetno, ne. Lej, če boš tole naredil, pa pospravil, pa tako naprej, bo neki honorarčka. Tako da smo že kot otroci verjetno delali za neki. Kaj si kot otrok hotel postati, ko odrasteš? Arheolog. Kaj je na zadnji fotki tvojega telefona? Po mojem screenshot nečesa, ki bom mogel nekaj pošiljati. Najljubši šport? Najljubši šport bi bil, pa čakva pa res uživam, v čem pišu. Od skupinskih absolutno nogomet, ampak samo svetovno prvenstvo. Ne gledam nogometa sploh, razen na te 4 leta. Šport. Morski športi, ne, pa so spet Kaj pa imaš rajš dolge telefonske klice ali kratke SMS-e? Odvisen s kom. S kakšnim nič, s kakšnim bi se pa lahko ure in ure pogovarjal.
A si kdaj igral kakšen inštrument? Več inštrumentov, jih še občasno, ampak sem samouk. Pač 12 let svojega življenja sem se ukvarjal športno s plesom, nekajkrat vmes pauziral zaradi takih in drugačnih razlogov. Mi je pa žal, da nisem pol tega časa porabil za glasbo. Mi je žal, tako da otroci nikoli ni prepozno, če ima kdo željo ali pa posluh, pa se je to skozi želel, odrasli, ne vrš tega, zdaj pa prepozno. Da se, vse se da. Povej eno stvar, ki je večina ljudi o tebi ne ve. Večina, po mojem ljudje kar veliko vejo o meni, no. Tako da ne bi zdaj še tistih nekaj malih drobnarij, ki jih imam, mogoče, ki ne veste, bom obdržal zase. Ok, še zadnje vprašanje. Res? Ja, kak nasvet bi dal sebi pri 18 letih? Mislim, da bi si poslal za nazaj kar navodila za uporabo življenja. Ne vem, če bi bil sam en nasvet. Ampak mislim pa, da se stvar ne bi tako zelo razlikovala. Mislim, da bi pred vami še zmeraj sedel dosti podoben človek. No. Lepo, hvala Jurij, da si Hvala nam vam. povedal, kdo si. Jaz bi se še pogovarjal, ful je bilo dobro. Ful lepo vprašanje, jaz bi še bilo. Bi še, ne? Dober mood mi je.